2. februar je svetovni dan mokrišč, teh izjemno pomembnih, a hkrati občutljivih in ranljivih ekosistemov. Na ta dan leta 1971 so v iranskem mestu Ramsar podpisali mednarodno konvencijo o mokriščih. Do danes je k njej pristopilo 172 držav. Osnovni namen tega globalnega okoljskega sporazuma je bil preprečiti nadaljnje uničevanje mokrišč, saj jih je od leta 1900 do danes izginilo kar 64%. Mokrišča so prepleteni in zapleteni ekosistemi, povezani z vodo. Govorimo lahko o sladkovodnih ali pa o slanih mokriščih, recimo reke, jezera, obrečne ravnice, poplavne ravnice, lagune, morski koralni grebeni. Mokrišča so lahko naravnega ali pa umetnega izvora in med te umetne mokrišče, ki jih je ustvaril človek, sodijo na primer kali, ribniki in podobno. Mokrišča imajo pomembno vlogo ne samo kot življenjski prostor rastlinskim in živalskim vrstam, ampak so tudi pomembne za človeka. Pomembne so tudi v luči današnjih klimatskih sprememb, saj so nekako filter, ki zaustavljajo oziroma zmanjšujejo številne vremenske pojave oziroma njihove ekstremne vrednosti, tako suše kot tudi nevihte. Predvsem recimo v povezavi z vodo je pomembno, da delujejo kot nekakšen filter oziroma neka tampon cona, da zmanjšujejo te udarne poplavne valove. Ramsarski seznam zajema več kot 2400 mednarodno pomembnih mokrišč, med njimi tudi 3 iz Slovenije. To so Sečoveljske soline, Cerkniško jezero in Škocjanske jame. Naša mokrišča so pestra. Imamo se pravi kraška mokrišča, potem je Sečoveljske soline, ki so slanovodno oziroma slanoljubno mokrišče, in pa Škocjanske jame, ki so bile leta 1999 vpisane kot prvo podzemno mokrišče na svetu. Letošnji slogan Mednarodnega dneva mokrišč je spoštuj, varuj, upravljaj, obnavljaj in pa vzljubi. In s temi dejavnostmi oziroma aktivnostmi lahko vsak od nas pripomore tudi k temu, da mokrišča ohranjamo tudi za prihodnje rodove. Mokrišča so izjemnega pomena kot vir pitne vode. Namreč večina vodnih virov, ki jih človek potrebuje, izhaja prav iz sladkovodnih mokrišč. Na žalost je od leta 1970 do danes izginilo kar 35% mokrišč. In zaskrbljujoč je tudi recimo podatek, da mokrišča izginjajo kar 3-krat hitreje kot gozd. Mokrišča so pomembna tudi kot nekako lovilec oziroma ponor CO2, ki je v današnjem času tudi velik problem. V Sloveniji imamo celo vrsto podzemnih jam, po katerih se pretaka ali zgolj zadržuje voda, a le Škocjanske jame imajo status mednarodno pomembnega podzemnega mokrišča. Po razgovorih in diskusijah s strokovnjaki za to sem gotovo, da so kot podzemno mokrišče vpisane na seznam Ramsarske konvencije zaradi vse te svoje energije, ki jo reka kot voda ponikalnica vnaša v jame, zaradi silnih poplav, ki se zgodijo po hudem dežju tam v povirnem toku reke in se voda dvigne tudi za 50-100 metrov. Tudi do 130 občasno, res. To so izjemni dogodki, ki prav zaznamujejo Škocjanske jame. V takih primerih prinaša reka ogromno nekih rečnih sedimentov, debla, veje, se pravi organskega materiala, ki tudi dopolnjuje vso to pestrost noter v jami. Konec koncev omogoča tudi življenje pravih jamskih živali, troglobiontov, ki so dostikrat tudi odvisni od materiala, ki ga prinaša reka, pa tudi deževnica skozi razpoke v jame. To so lahko od res majhnih živalic, jamskih kobilic, hroščkov, jamske kozice v vodi in tako naprej, pa do onih malo večjih, recimo človeška ribica, ki zagotovo je prisotna v podzemnem toku reke. Reka, ki ponika v Škocjanske jame, pomembno doprinaša h kraškemu vodonosniku. Zato je toliko bolj pomembno ohranjati čistost reke in skrbeti, da v kraški vodonosnik ne bi prišle snovi, ki onesnažujejo vodo. Naša naloga je, da za to
podzemno mokrišče skrbimo z samimi raziskavami, spremljanjem stanja, konec koncev z izobraževanjem, ozaveščanjem širše javnosti, komunikacijo z lokalnimi prebivalci, da družno stopimo skupaj in probamo skrb za čisto vodo prevzeti nase in da vsi odgovorno ravnamo v vsakem trenutku. Odgovorno pa moramo ravnati tudi z mokrišči na zemeljskem površju. Poleg podzemnih mokrišč imamo na Krasu le eno vrsto površinskih mokrišč, to so kali. Kali so večinoma antropogenega nastanka, torej jih je gradil človek z namenom zadrževanja vode na površju. V manjših vrtačah, v manjših vdolbinah so navozili plast ilovice in speljali vodo z bližnjih cest, klancev, pobočij, da se je lovila v teh vdolbinah in tako tam zdržala dlje časa, omogočala napajanje živine, pranje, kopanje, tudi za uporabo za druge potrebe, ki jih je človek imel. Tako da so bili kali na Krasu zelo pogosti. Ta mreža je bila res zelo gosta, okrog vsake vasi je bilo veliko število kalov, več ko je bilo prebivalcev in več ko je bilo živine, seveda več kalov je bilo v okolici vasi. No, z izgradnjo vodovodnega sistema na Krasu in pa z opuščanjem kmetijstva so se kali začeli opuščati in to je pripeljalo do zaraščanja kalov, do izsuševanja kalov, te niso bili več vzdrževani, tako da so kali postali izredno ogroženo mokrišče na Krasu. Do spoznanja, da so kali pomemben življenjski prostor številnim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam, je prišlo še v pravem trenutku. Zato so v zadnjih desetletjih številne obnovili in zaščitili pred propadanjem. So tudi zanimiv prostor za srečevanja vaščanov, za druženje, da so prostor, ki ga imajo ljudje zelo radi. No? Tako da, ko se je enkrat začelo s temi akcijami obnove kalov, so se številne vasi v bistvu tekmovale, katera jih bo obnovila več, no in še danes potekajo ta prizadevanja za obnovo teh kalov. Stojimo pri kalu, ki je bil nedavno obnovljen v enem večjem naravovarstvenem projektu. Predtem je bil kal že popolnoma izsušen, sploh v sušnih mesecih, no sedaj po uspešni obnovi, ki se je zgodila pred 2 leti, pa je že, kot vidimo, poln življenja. Če bi tukaj stali kakšen mesec kasneje, bi že slišali tudi regljanje številnih dvoživk, plavanje številnih paglavcev in drugih ličink dvoživk v kalu. Torej, to je dokaz, da se življenje, ko enkrat vzpostavimo ta mokrotni habitat, to mokrišče nazaj, zelo hitro vrne v kale. Ko se odločamo za obnovo kalov, moramo imeti pred očmi celotno njihovo mrežo. Pomembno je, koliko so kali med seboj oddaljeni, saj mora biti mreža kalov enakomerna. Le tako lahko živali in rastline migrirajo iz enega kala v drugega in tak življenjski prostor je manj dovzeten za morebitne motnje. Motnje so lahko onesnaževanje, torej iztek kakšnih snovi v kav, pa tudi zaraščanje, če se kav ne obnavlja vsakih nekaj let oziroma čisti. Tako da za mokrišča, kot so kali, mora človek praktično ves čas skrbeti, v nasprotnem primeru prej ali slej končajo kot izsušen kav, brez vode in pač ta kav seveda ne omogoča preživetja rastlinskim in živalskim vrstam. V parku Škocjanske jame so v zadnjih 3 letih skozi različne projekte obnovili 5 kalov in prav vsi so danes že bogato poseljeni in zelo živahni. Vloga in pomen mokrišč sta večplastna in izjemno pomembna tudi v luči blaženja posledic klimatskih sprememb. Svojimi dejanji lahko prispevamo k izboljšanju stanja mokrišč in posledično večji kakovosti našega življenja ali pa povzročamo njihovo nadaljnje uničevanje, česar pa si iskreno ne želimo.